Vam je med vožnjo prevroče, prehladno, vas prepiha? Evo, v tem videu bomo šli čez, kako obleči, katere zgornje dele izbrati v tem prehodnem vremenu, zimskem vremenu, pa mogoče pol že, ko šaltamo na poletje, se pravi, kako se obleči zjutraj, pa se pol lahko še slečete. Tako da evo, to so nasveti, da se boste pravilno oblekli v vseh vremenskih pogojih. Naredili smo že video v angleščini, tako da si ga lahko tukaj gor pogledate, tam je bolj specifično, kakšni točni produkti so, se pravi, na naši spletni strani. Zdaj, če hočete, to veljajo. Te produkti praktično jih imajo vse blagovne znamke in lahko zberete. Vam bom povedal, kje se mogoče pri cenejših izdelkih nič ne izgubi, ne rabite glih zapravljati, ne vem, 200 evrov za en produkt, ki je pa dober, pač, če se investira malenkost več v bolj kvaliteten izdelek. Zimska jakna, podoben kakor pri zimskih hlačah. Tisti, ki se ne vozite do 10 stopinj oziroma ki začnete tam pri 8 stopinjah pa sonček, vam niti ne bi svetoval zimske jakne. Za moje pojme škoda denarja. Vam bom pol ta naslednji prehod, ki pride, se pravi za naslednje temperature, razložil, zakaj je tisti kos tekstila zame najboljši, najbolj uporaben. Zdaj, kar se tiče zimskih jaken, tukaj mogoče edini produkt, ki ga vedno svetujem, da se vzame najboljšega, zaradi tega, ker zimske jakne hkrati, da so tudi zelo tanke, zelo dobro dihajo, zaprte so tam, kaj je treba, se pravi windstopper material na določenih mestih, medtem ko tiste malo bolj osnovne jakne, se pravi za iste temperature, so pa malenkost debelejše, kar pomeni, da tudi ne bojo dihale tako dobro. Tako da tisti, ki se veliko vozite, se pravi, ki se vozite že pri teh temperaturah, vam svetujem pač najboljšo možno jakno praktično od proizvajalca ali pa top 2, odvisen koliko jih imajo. Medtem ko, zdaj, če ste orang zmrznen človek, eventualno lahko tisto osnovno jakno vzamete, ampak v dostih primerih ste zmrznjeni, dosti ljudi misli, da je zmrznenih, v bistvu se jo preveč oblečejo, prehitro začnejo švicati in jih pol zaradi tega zebe. Zato, ker sem že imel enega gospoda, to je bilo par let nazaj, ko sem jaz vozil v 3/4 hlačah pa termomajci, on je imel pa najdebelejšo jakno, ko smo jo takrat prodajali, plus še časopisi, da v spredi, pa ga je še vedno zebel. Ampak to zanj zaradi dveh stvari. Prvo, poganjal je kot mrtev konj, se pravi, kadenco je imel zelo nizko, ta druga stvar pa je, začel je švicati in ga je pač zaradi tega začel zebst, ker je šel pač malo daljšo turo in je to. Zdaj, ta drugi tekstil, se pravi, ta drugi del, ta, ki se meni zdi najbolj uporaben, pa ki ga res lahko uporabljate, ne vem, jaz sem se vozil s tem tudi že pri parih stopinjah sam, ki je bil sonček in mi je bilo čisto super. Se pravi, pri Asusu se temu reče Spring Fall kolekcija, se pravi, to je kolekcija pri njih, ki jo imajo za tam od 6-8 stopinj pa pol skoraj da ne do 20. Zdaj, kar se tiče tukaj, zgornji deli so po večini termo, oni imajo določene tudi kakšne, ki so iz dvojnega materiala spredi. Meni je predvsem všeč, da se zadrga, odpira tudi od spodaj gor, predvsem pri teli jakni. Imate lahko tako, kot je zdaj, vidite, da je od spodaj gor odprt in takrat, ko je malo bolj toplo, jo samo odprete, spodaj še zmeraj, se pravi, telo dihu, zgoraj, tam, ko je pa najbolj na udaru, je pa lepo windstopper material. In isto imajo pri teli jakni, se isto lahko odpira od spodaj gor, kar pomeni, da ko greste v klanc gor, se jo samo lepo odprete in je to. Prej sem pozabil še omeniti, se pravi, tale spodnje perilo v zimskem terminu, v spomladanskem, jesenskem ter začetek poletja je zame to nek nujen kos, brez tega se ne gre na kolo. In ja, tisti, ki ste pripravljeni dati malo več za švic majico, te boljše ne bojo začele smrdeti, jo lahko ne perete pol leta, pa jo nosite vsak dan, pa ne bo dobila vonja. Tako da iz tega vidika, sploh če hodite kakšen daljši dopust, se splača vzeti malo boljšo švic majico, ki ne dobi vonja in je to. Okay, se pravi, zdaj, kako jaz kombiniram za temperature, bom rekel od 5 stopinj, pa tam rečemo, da do cirka 15. Švic majica, jakna oziroma termomajica, brezrokavnik. Zakaj ta brezrokavnik, zakaj meni pač toliko super? Od spodaj gor se tudi odpira, pa zadnji je v bistvu čisto odprt. To pri brezrokavnikih, glejte, ne gledati unih šuškovcev, ki jih imate res lahko samo za poletje.
ampak če že kupite brezrokavnik, kupite tazga, tudi če je malo debelejši, ga lahko uporabljate za vse. Jaz unga šuškavca nimam, ga nikoli nisem imel, tako da ja, ga tudi ne svetujem zaradi tega, ker vas preveč zapre. Če vas polet dež dobi, ga itak ne rabite, ker je toliko vroče, da vam uno čisto nič ne pomaga. Mogoče tisti, ki greste poleti v kakšne Dolomite ali pa kaj, tam vam prav pride, ampak lahko pa tudi tega vzamete, bo malenkost več zasedel zadaj v žepu, ampak to je pa tudi to. Zdaj, če hočete, si kupite pa dva, ne. Tako da, ta prva stvar, kjer se lahko prišpara. Jaz na Švic majicah ne šparam zaradi tega, ker jih imam zelo dolgo časa in tukaj, če se kupi eno dobro, imate lahko za smučanje, hojo v hribe, ne vem, kolo, ni da ni. Vsi pač športi, ki se delajo pozimi, lahko imate isto Švic majico in je to. Zdaj, ta druga stvar, termo majica. Zdaj, pa Asosu, tisti, ki ste jo že videli, pa ki ste šli v živo pogledat, pač ta izdelek je res nenormalen. Mislim, da jih zdaj ne delajo več, je samo še to, kar imamo določeni na zalogi. Zadnji je čist tanka, ker zadnji pač mora zelo dobro dihati, spredi je tak dvojen material, spredi je se pravi ta dvojen material, tako da ja, pač tukaj tisti, ki se res vozite veliko, vam svetujem, da se vzame spet to boljš, tisti, ki pa začnete, ne vem, pri 10 stopinjah, pa se greste vsako drugo nedelo zapeljati, vzemite pa neko termomajico z dolgimi rokavi, kar se tiče pa brez rokavnika, je pa zdajle kar neki znamk, ki jih delajo tam, ne vem, 50 do 80 evrov, pa so zadnji mrežasti, spredi pa windstopper in s takim brezrokavnikom se lahko vozite tudi daljše vožnje, ga imate skozi gor, zaradi tega, ker bo zadnji dihal. Tisti, ki so pa čisto zaprti, ne dihajo, prehitro začnete švicati in bo samo slabo. Tako da, to je recimo, zdaj smo pokrili že par temperatur. Če se pravi, če vam je premrzel, pa imate ta komplet, dajte spodaj debelejšo Švic majico, pa vam bo takoj toplej. Se pravi, lahko date zimsko Švic majico, ki je za temperature, ne vem, 0, pa date spomladi gor in bo pač boljš. Ne dajati pa dvojenega windstopperja, se pravi, ne dati, ne vem, kakšne tanke jakne, ki ima spredi windstopper, pol pa še brezrokavnik z windstopperjem. Tega ne delati, ker bo zelo slabo dihal, boste sam se začeli potiti zelo hitro in pač jaz tega ne bi svetoval, tisti, ki ste bolj pametni, lahko tudi to pač počnete, ampak ni pa najboljše. Zdaj, kar se tiče pol te temperature, ki so spet najbolj smešne za oblece, se pravi, to je tam od 13 pa do 20 stopinj, ki ni mogoče čišče za poletno majico, pa ni čist za, se pravi, tole spomladansko. Zdaj, lahko se oblečete s tem, lahko date še brezrokavnik v žep, za kakšne spuste. Imate pol še ta drugo kombinacijo, takrat, ko se že rokavčki tudi lahko uporabljajo. Jaz dostikrat dam, se pravi, to je, ne rečemo, ja, okrog 15 stopinj, tole majico, pa pol poletno majico dam gor in brezrokavnik imam pa tam do 20 stopinj skoraj da ne skozi sabo v žepu ali pa se že oblečem v njega, ker pač ja, nikoli se ne ve. In če vam je prevroče, se samo to Švic majico se samo zaviha do komolcev in je to. Tako da tukaj, ja, se da zelo dobro kombinirati. Tiste, ki vas še malo bolj zebe ali pa ki štartate, ne vem, od 10 stopinj pa se pol ogreje, logično, se kupi samo še tele rokavčke, date rokavčke gor in ste pač preskrbljeni praktično za vse. Zaradi tega jaz pravim, da mi je, se pravi, ta komplet, to je najbolj nujen komplet za kolesarje, to pač mora imeti vsak v garderobi, se pravi, termomajico, dolgo Švic majico, pa brezrokavnik, ki je zadnji odprt. Če imate to, imate praktično v Sloveniji, ste za večji del sezone preskrbljeni. Kakor vsi mislimo, da so pač poletne majice bolj ključne, več kilometrov, tisti, ki se dosti vozijo, skoraj da ne delajo v tem kompletu, kakor pa v tem kompletu, oziroma neka kombinacija obojega. Ok, se pravi, šli smo že čez prvo, Švic majica, poletna majica, rokavčki, tako da to je tukaj, to je to, brezrokavnik se pa skoraj da ne skozi nos sabo. Zdaj, pol pri poletju
Ni kaj dodatno še za dodati. Jaz ne maram švic majic, ki imajo kratke rokave. Se pravi, ali se ima švic majica z dolgimi rokavi, ali je pa taka, ki je brez rokav. To je to. Tista s kratkimi rokavi se mi zdi tako spet nek produkt. Kaj ja, pač, če jih imaš ful, pa si lahko privoščiš, zakaj ne. Da je pa nekaj nujenega, ki mora biti v garderobi, pa pač, ja, jaz ga ne bi nek svetoval, da je to pač ključnega pomena, no. Tako da pol za poletje tam 20 do 25 stopinj, majica brez rokavov, poletna majica brez rokavnik za kakšne spuste, sploh če je pozen popoldan, ke se že pač ke že skoraj tema. In to je praktično to. Zdaj, kar se tiče v zgornjem delu, jaz zdajle se že, mislim, da sem šel, zdaj, ke je bilo lepo, pa ke je bilo koliko 5 stopinj pa gor, sem vsak dan imel trak na glavi, pa je bilo to, pa je bilo meni pač čisto dosti važno, da sem imel te sinuse pokrite, ke je 5 stopinj pa dol, dan gor pa kapo. Zdaj, če hočete še kaj več, pa prav videti, kako sem jaz oblečen, imate en vlog, ki je šel zdaj gor, se pravi trening nog smo naredili, v fitnessu, pol ste pa še malo videli, kako sem se oblekel, tako da si lahko pač tam pogledate, lahko komentirate, pa rade volje pač še to svetujem. Zdaj, če imate tukaj še kakšno vprašanje, lahko zapišete spodaj v komentarje, lahko poveste, kako se vi oblečete. Dosti ljudi mogoče se niti ne zna obleči, pa bo, a sem pa jaz tudi kaj izpustil, pa lahko pač svetujete. Mogoče se pa kdo najde, pa boste dali v bistvu dosti boljši nasvet, kakor sem ga jaz tukaj dal. Vsi ti nasveti veljajo in za ženske in za moške. Predvsem je pa dobro vedeti, da preden štartate na kolo, kakšna bo tura, pa a ste bolj zmrznjeni, potem ta tretja varianta je pa tudi, kakšno kadenco imate. Se pravi, tisti, ki hitro začnete švicati, imate visoko kadenco, tisti logično se boste malo manj oblekli, tisti, ki pa kontra, se pravi, da pa ne, se lahko pa tudi malo bolj oblečete. Je pa še vedno pravilo, tako kot pri kolesarskih hlačah, ki si lahko video pogledate tukaj, ke ven stopite prvih 5 minut, vas more malo zebsti. Če ste se oblekli pravilno, vas bo malo zahladilo. Ne se obleči tako, da ke stopite ven, da se super počutite. To pomeni, da ste se preveč oblekli, boste prehitro začeli švicati in bo vse narobe. Do naslednjič, let's ride!